Dober dan vsem. Poglejmo, katera je formula za domet pri poševnem metu. To se pravi, katera je razdalja, do katere pride izstrelek, če ga ustrelimo poševno. Te so formule za poševni met. In če vidite, sem črtal H. Zakaj? Ker predpostavimo, da H je nič. Torej, da izstrelek iz višine nič. To zato, da se nam poenostavijo računi. Bomo videli sedaj. Torej, kateri je pogoj za to, da imamo to točko tukaj? Pogoj je, da y je enak nič. In torej tukaj, ki imamo izraz za y, bomo postavili, da je enak nič, da v nič y, krat t minus ena polovica, gt na drugo enako nič. Torej napišemo v nič y, t minus ena polovica gt na drugo je enako nič. Torej nas zanima čas, ki je potreben za to, da pride do sem. Tukaj imamo enačbo druge stopnje, ki manjka en člen, prav ker smo črtali H. In torej jo enostavno rešimo tako, da izpostavimo t. Izpostavimo t, tukaj ostane v nič y minus ena polovica gt je enako nič. Sedaj imamo t krat ta oklepaj enako nič. To se zgodi, ko je t enak nič, ali pa je, ko je tisti oklepaj enak nič. T enak nič, ali pa ta oklepaj enak nič. Če ta oklepaj enak nič, ta drugi člen ga lahko že nesemo na drugo stran, tako da ta minus postane plus. Torej, v nič y je enako ena polovica gt. Sedaj množimo z 2. Tukaj imamo 2 v nič y in tukaj ena polovica so v nič iz 2. Tukaj imamo gt. Sedaj delimo z g. 2 v nič y ulomljeno g je enako t. Tu je gt delimo, g je t. Torej, ta t je trenutek časa, v katerem izstrelek pride do sem. Torej, zdaj si napišem to vrednost t. Zakaj smo dobili vrednosti t? Ta t je enako nič, je začetni trenutek, ko telo izstrelimo in smo v tej točki. Torej, zdaj zaenkrat to nas ne zanima. Nas zanima samo ta. In domet, čemu je enak? Je prav koordinata x, ko imamo ta čas. Koordinata x v tem trenutku časa. Tukaj, kolikšen je x, prav to je domet. In zdaj rabimo na primer d velik za domet. Torej bomo rabili tukaj x je v nič x krat t. Torej v nič x krat ta čas. 2 v nič y ulomljeno g. In sedaj preuredimo. Torej, domet je 2 v nič x v nič y vse ulomljeno g. In torej smo dobili eno formulo za domet, ampak jo lahko napišemo tudi v drugi obliki. Ker mi vemo, kako izraziti v nič x in v nič y. Torej, tukaj napišemo d je enako 2, prepišemo. V nič x je v nič krat kosinus alfa. In v nič y je v nič krat sinus alfa. Vse ulomljeno g. Sedaj še preuredimo. D je 2 v nič na drugo sin alfa cos alfa vse ulomljeno g. In torej smo dobili tudi to. Sedaj poglejmo še eno zadnjo stvar.
za kateri kot dobimo največji domet in za tisto bomo uporabili to formulo. Torej, zdaj zbrišem to. Torej, poglejmo. V tej formuli 2 in g sta konstanti. Torej, lahko se spremeni samo v nič x, v nič y. Tukaj imamo v nič x krat v nič y. Pomislimo, tukaj, če imamo en v nič, ta se lahko razdeli na dve komponenti, ki so prav v nič x in v nič y pod določenim kotom tukaj. V nič x krat v nič y je ploščina tega pravokotnika. Sedaj, za isti v nič lahko imamo različne v nič x in v nič y. Na primer, če imamo en velik kot, imamo kaj takega. In zmeraj ta produkt je ploščina pravokotnika. Torej, se vprašati, pod katerim kotom imamo največji domet, se zreducira na eno drugo vprašanje. Med vsemi, ker tukaj v nič je zmeraj isti, med vsemi pravokotniki, ki imajo enako diagonalo, kateri je tisti, ki ima največjo ploščino. Sedaj to lahko razumem intuitivno ali si preštudiramo zadevo, ampak odgovor je, da med vsemi temi pravokotniki tisti ima največjo ploščino je kvadrat. Torej, tisti, kjer v nič x je enak v nič y in tukaj imamo kot 45 stopinj. Torej, največji domet dobimo pri kotu 45 stopinj. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.